Plula mim tegale koralnega grebena, globina tukaj čez 40 metrov, nekaj metrov stran pa nula. To je več en peščen otok. Tudi zdaj gledam, da če bi hotel do njega, to še z gumenjakem ne moreš, no prideti, da nekje vseka. Več pa malo bolj svetlo je ratalo, tamle so še zmeraj nevihte. Tukaj se malo bolj svet, da upam, da bo kaj vetra. Mislim, sonca, vetra bi pa tudi lahko bilo, zdaj motorirava, evo, Genova se še napolne na zraku, toliko ni vetra. Ja. Nikoli ne veš, kaj pričakati tukaj. Nekaj časa piha 40 vozlov, nekaj časa pa nula. Isto, dež sonce. Čeprav zdaj zadnje čase skozi bolj dež. Ampak upam, da se bo prav. Tole je pa eden izmed otočkov, ki je poraščen, pa ni naseljen. Takih je pa zelo malo, zdaj jih sploh ne vem, če so že kakšnega videla. Prazni so edino tisti, ki je samo pesek, ki so v bistvu kot sipine. Ta je pa res prazen, evo ti. Sicer tle je nemogoče sidrati za naju, ne vem kako, no. Tle je 40 metrov globine, tle ko plujemo čisto blizu. Mogoče tiste del, ko se vidi pesek, samo vprašanje, če ni preplitvo, pa preblizu otoka je, da ne bi mogli. Mogoče na oni strani. V glavnem, medva nadaljujemo naprej, jeva na otok, ki je za jadrom, zdaj se ga ne vidi. To je današnji cilj, plan. Mava pa še nekje 6 mil do otoka, pa moram iti po okolj, da pridemo znotraj grebena. Potem bomo pa tam sidrali, tako da še na urco, nekje urca pa pol. Zdaj gremo spet malo počasnejš, očitno je tok kontra. Spet nevihte, vzadej, tam nevihte, v glavno skozi malo pada dež, tudi zdaj mrši malo. Ampak bo pa vsak malo na cilju. Zdaj, ko vseka, se vidite, kako skale ven gledajo skozi, se pravi tlena plitvina. Se pravi, koliko so skrite pod vodo, zdaj, ko bo šla malenko z vodo gor, ne vidiš. Tako da zato pa se pluje v tolih samo po dnev, ne po noč. Sicer je vidno pač na Google Mapsih, ampak to ni čisto relevantno. Ker ne veš, kakšen je posnetek ali kakšen oblak, pa se tam ne vidi dobro, tako da ni, žegent nam je rekel, po noči se ne pluje. Treba biti pozoren. Hitro si objaviti drnico. Tole gledam Google Maps, zdaj je 8,5 metrov globine do tega otoka. Šla so pa tle noter za nama, ki se nič ne vidi. Globina je bila pa samo ponekod 5 metrov in pač ne veš po satelitskih slikah, ali je dovolj globoko ali ni, ali bo kje kakšne korale vam pogledale, kakšen bumi. Tako da zaenkrat globina ostaja nespremenjena, tam okoli 8,5, tako da zaenkrat je v redu. Takole pa Google Maps pol gledam skozi, dobro, da imamo internet, pač pa se vse vidi te plitvince. V glavno, ja,
Eni pravijo, s to tehnologijo zdaj blud ni problem, pa včasih, ker nismo nič imeli, tako. Vse tudi zdaj ni kaj dosti drugače, recimo, če tako gledamo, te avionske karte se itak čisto mimo. Edino, kar imamo, če imamo internet, se ga nimamo vedno, da imamo te satelitske slike, drugače pa ni kaj dosti drugače, kot je bilo prej. Nič ti ne pomaga tukaj ne radar, ne vem katera tehnologija še, edino sonar še za okolje, katerega pa tudi nimamo, se pravi, nismo kaj dosti drugače kot 30 let nazaj, ne. Imamo samo dejansko globinomer pa oči. Je v čisti kontraveter, ful piha, Natalija že tam nad spet pripravljena za sidro spustiti. Jaz bi ga najraje tle zasidral, samo ne vem, koliko je globoko. Zdaj glede na to, kako piha, greva kar medva. Kako bomo tam sidrala, pa že naprej premaknila, če bo treba. Ampak tale del tle mi deluje čisto v redu. Še mogoče z dingjem pogledam. Če je ene 3 metre globine, bi bilo super. Dobro so zasidrala, vodo delam. Že pada dež. Sploh ne vem, zakaj delam vodo, če dež pada, ne. Sem ne glede na to, ali je rabo ali ne, moramo zaradi same naprave delati, saj enkrat na teden. Zato. Da je tole voda naredila, pogreva pa malo na otok. Aljaž pride s trajektom, zdaj prihaja napisal čez 15-20 minut. To je drugačen Slovenc, ki je zdaj tukaj. Tako da če bo kdo hodil na Maldive, lahko tudi k njemu pridemo, tudi kot potapljaški center, imajo vso opremo, kompresor, tako da lahko pridete. Lahko mi pišete za kontakt, pa bom dal, ali pa bom dal v opis dol. Glavno, to je za danes vse. Jutri pa upam, da gremo kaj vodo. Danes je nekoliko boljše vreme, ni dežja, tudi malo sonca. Evo, tim je zasidran, manjak na tem pomolu, kot gradijo. To je drugače otok Mandu. Evo, tole je naš Slovenc Aljaž, ki smo ga obiskali. On je dive master, se pravi inštruktor potapljanja tudi. Vam bom pa pokazal, če bi kdo želel priti. On bo v rezortu tudi, pa vam lahko kakšno dobro ceno zrihta. Več pa tu je otok. Zdaj bova itak nekaj dni tukaj, no, tako da bova videla. Pa malo bova se potapljala, snorkala, pa bo. Pa pol še en obisk dobimo, še Natalija, tak je bila lani na Karibih z nama, pride še za 2 tedna. Pa potem mogoče še Boris pa Tanja, tako da očitno bomo imeli kar slovensko zasedbo, tlelele. Sej že tako na Maldivih dosti Slovencev. To je zdaj ta resort. Se zdaj ga še pripravljajo, čistijo. Evo ti potapljaška oprema, tukaj imajo tudi neki, tu noter je soba za kompresor. Glavno, da se kaj dogovoriti, tako kot sva se midva sedaj. Na tem otoku drugače tle noter, zato grajo cel ta del otoka resort. Tako malo bolj 4-5 zvezdic. Ta del otoka je pa vse bolj tako, dejansko je čist lokalni, tako da če rabite mir, pridete na ta otok. V bistvu Aljaž bo imel edini tukaj par sob za turiste, vse ostalo so samo še lokalci in to je to. Ne vem, imajo ena trgovina gor, na par lokalčkov, drugače šola, nek magistrat imajo, pa ene par teh, ki popravljajo čovne. To je to, kar je na tem otoku. Drugače pa to je zdaj zunanja stran otoka, ki gleda proti Afriki, greben. Tukaj upam, da bomo se potapljali. Drugače pa to je Bikini Beach tle. Bikini Beach so plaže tukaj, kjer je Bikini Beach, pomeni, da lahko se kopaš v kopalkah, ker so muslimani, drugače na javni plaži oziroma drugje se ne smeš. Tudi oni se oblečeni vsi kopajo.
Tako da tole je Bikini Beach, tle si pa lahko v kopalkah. Tle so naredili še nek harbor od zadaj, še pol pogledat. Poznajo tle kakšni ti stingreji plavat, želve. Drugače pa ni daleč tamle greben, pa se tudi najde kakšne šarnke, whale šarnke, pa še kaj. Zdaj le glih useka, po moje Natalija tam spet išče kakšne zobe. Zdaj le čist plitva voda. Koliko ima pa temperaturo, Aljaž? Ne vem, tam je 28, ja. Mokra je, slana je. V glavno skozi celo leto je isto, ne? Nekje temperatura. Tako da kadarkoli lahko pridete. Ta del so navozili pesek, pa naredili kot harbor, luko, tam so poglobili vhod. Tle naj bi bilo tam okoli 5 metrov globine, tako da mogoče celo z jadrnico sem pridemo, sem če lahko pridemo do tukaj. Pa smo pa tle v zavetju, ki je v zavetrni strani otoka. Pa lažje tudi gor pa dol hoditi, bomo videli. Glavno, zdaj se malo sprehajamo tle po otoku. Vroče je, tako da bomo kmalu lahko tole majico dol dal po vodo skočil, tam z jadrnice, kjer je Bikini Beach. No, to je tako najin watermaker, tudi te profili so isti, da imamo samo malenkost manjše, tako da imajo evo ti isto. Sej, glede na to, da je modre barve, vse isto orodje, ki ga mogoče celo ista firma. Rain Man, ne, mogoče. Glavno, ja, to je to. Ribič prišel, so takoj s hati prišli, čist tle v vodo, če mi bo prišel do nog. Tam je eden, tle je eden. Čist zraven mene gre. Tam ima nekaj poškodovano oko, lej. Evo, ribič je pripeljal, je na lovu rib. Tle ima pa pokrite, tle so tudi ribe noter, polno rib. Mi gremo malo snorklat, nam še jeklenke polnejo, kar je bila ena ful velika želva ven prišla. Tole ima pa Aljaž neki dobrot, da bomo nahranili živali, da bodo prišle. Da ne bojo lačne. Ja. Evo, mi gremo snorklat.
Odbojko igrajo. Tle ful športajo vsi na teh otokih, se drugega nimajo kaj za početi. To je ženska ekipa v fuzbalu, ali kaj, ne, rokomet igrajo. Tam pa nogomet v tistem vogalu. Včeraj je ful pihalo, pa so bili zvečer valovi, so komaj prišla na jadrnico, toliko je skakala tam na oni strani. Nas je pa še en vozil več vetra, popoldne napovedenega, so se pa premaknila. Sva šla pa tle noter v to luko. Sicer je globina zdaj točno 3 metre tukaj, tako da nekaj globoko ni, ampak dovolj. Najnižje, ko sva šla not, je bilo 2,8 metra globine. Se pravi, da imamo kobilico 2 metra, tako da je bilo v redu. Ampak nikoli pa ne veš. Sicer je zdaj še malo voda dol, tako da se je zdaj že enkrat alarm v glasu, ki na 3 metre naravnan. Ampak nič hudega. Več kot za meter ne bo šla dol, pa to če bi šla, je sam pesek. Ne bi bilo hudo, če bi nasedel. Zdaj grem pa tam Aljažu v resort. Zdaj, sem pustil tam prenosnik, ker sem včeraj vlog delal tam, ki je elektrika. Pa drona sem dal povent. Gremo danes malo potapljati, tle en otok zraven. Da bom lahko še mogoče malo z dronom poletel, če mi bo dovolil, če bo tehnika delovala. Gremo pa, ne vem, z enem takem, ko je tistle tamle drugač na boji vezan. En gliserček. Zdaj, z jadrnice je to težko iti, pa rabiš ful časa, da bi prišli. S takim čovnem pa, ne vem, 15 minut, ki leti. En gumenjak tudi ni dovolj za 3 potapljaške opreme, pa 3 ljudi noter, pa 6 konjev v 22 vozlo vetra. Ne gre. Pač pa tle ful mirno, na oni strani otoka so pa valovi, pa ful piha. Edina slabost je zdaj tle, da je vroče. Ampak ok, vse ima pluse pa minuse. Danes pa nič ne igrajo. Odbojke, nogometa, rokometa, pa zvečer. Začela z DCD-ju, ne spomniš, kaj pomeni? Natalija gre na tavk, mora malo obnoviti znanje. Control device. Ok, lepo. Pol dama gor, prvo začnemo z pasu, pa dama tega zaščitnega tudi gor. Pa pol recimo, če nimaš zmočeno, je tudi kar fajn, da je moker, ker ponovadi, če je suho, gre vse težko gor. Evo, tekle. To pa zmeri je tek, da sta regulator pa rezerva na levi strani. Tako da jaz ponovadi, jaz si ga kripina ponovadi ne pripisijo, ampak tako. Malo valovito pa vetrovno za obale noter, ampak se bo ta hitro potopila. Jaz bom pa kar na dah zraven malo. Glede na to, da bo ta sem malo trenirala vaje, pa da se malo osveži zaznanje, bo čisto v redu tlele. Na 10 metrov globine več, vsej več pa tle globine ni. Evo, to je to. Da pogledamo, če bo vod pritiska, moglo bi biti 200 barov. Ja. To je meter dol. Da čisto ne stavimo. Ok, to je to. Nič, dajmo vodo. Ja.
tukaj spet piha, so ful valovi, še malo bolj piha kot včeraj, tako da po oni strani verjetno je pa zavetje. Da sta malo šla tavhat za ljažem, Natalija je se malo snorklal, to je to za danes. Tak električen avtomobilček, evo ti, da lahko robo noter damo, da ni treba nositi. Si tam gor zapisan. V glavnem mi se gremo potapljati, Yeah, imamo opremo pripravljeno, Tim mi bo počakal tlele privezen. Zdaj se še pogovarjamo, kam gremo tavkati. Pa bomo pa briefing naredili. Tako da, ja. Takle dingi bi imeli dva moda, pa bi pa šlo. Bravo. Zdaj je toliko plitva voda tle, da sploh ne gremo tavkati, ampak gremo sem snorkati, ne? Hecam se. Moramo se zdaj tle pripraviti, pa gremo v vodo. We have to go there. Jaz sem že zaključil potop, ker mi je že tale parček od maske počnil. Pa imam novo masko. Mislim, ko bom to staro vzel, ki imam že ful let, ki mi je ful dobra napaka. Ono sem pa prijel sem, da malo majhen čovn, da ne imel preveč vsega v čovnu. Evo. Tako to je, čakaš, da boš tavhal, pa ne. Vso opremo pripraviš. Pa še eno testiranje pušča, sicer imam vse o-ringe, tako da mogo zdaj najprej poservisirati še v opremo. Ne vem kaj, Natalija šla pa zaljažem zdaj dol, bo tudi na tem rifu tavhala. Upam, da bo tako videla, jo bo Aljaž posnel malo sliko, no. Jaz bom pa tle sem z vrha malo. Tako je, če si nepripravljen. Je pa tle že eno uro. Na tem sonce sediva in čakava in gledam, kdaj bo tam prišla ven. Zdaj sta napihnila bojo, se pravi tukaj delata zdaj postanek, bo ta prišla ven. Ja, prišla sta ven, zdaj jih bomo pa pobrala in to je to. Gremo nazaj. Da grem jaz opremo zamenjati ali pa popraviti. Moram o-ring zamenjati pa novo masko. Captain, everything's okay? Yeah. Yeah. Travel to Mandu. Evo, potapljače smo dobili nazaj. Kaj ste videla od živali? Dva vajčarka.
Whitey Brief Sharka, pa enega Napoleona, pa ene par Nemotov. Ja. Pa whale shark, stingrays. Nič kaj. Ena velika pufferfish je bila, Ja. sem ti tako kazala, samo tako je hobotnica, ne? Ja, Znak za hobotnico. Hobotnico jaz za solato Pufferfish rabimo. pa ne vem, kako je znak. Pufferfish je pa. Aha, Da se napihuje. Da se napihuje. Kje sem spomnila? Ja, si. Meni je tale del ponavadi zelo všeč. Tale pino, ko je pesek. Ja, točno. Greva zdaj menati klenke. Prazne za polne. Čeprav jaz imam polno še. Bomo šli potle še najem potop. Še tle na drug stran otoka nekam. Daj da vidimo, kako ti gre. Matek, pa to pa leti. Ja, vsi gre še hitreje, sam. To so 12 na moje uro, 12. Samodalnemu ne dovolijo jih voziti, pa samodal omejitev. Mislim, da 12 km na uro maksimum. Gremo, imamo tle zadaj. To je to. To tesnilo O-ring moram zamenjati, tako da dobro, da jih imam tukaj nekaj na rezervi. Pa nova maska, pa sem pripravljen. Upam. Prej sem glih se hvalil, kako je dobro masko imam, da imam že od leta 2009 in sem ful zadovoljen z njo, nisem hotel drugo vzeti. Evo ti, takoj me je vsekalo, prišli smo tam do otoka, skočilo v vodo, pa je pink.
Jaz se bo začela potapljati, ko sva kupila kompresor. Je bil malo cenej, tako da ga bomo dali kar na jadrnico. Bomo imela pol za poven te klenke. Evo, čisto nov. Dober bo. Midva sva še kar vezana v tale kot. Kot vidite, vetrni generator lepo poje, se pravi malo že kar tukaj vetra. Na oni strani otoka so pa skoraj, ne vem, pol metra veliki valovi in je to res fulgunca, tako da super, da so lahko tukaj. Tole je kompresor, ta plaški, ki naj bi ga z eno ladjo peljali v Male, glavno mesto na servis, nekaj ne dela. Medva bomo pa tukaj jutri pustila jadrnica. Greva ob 6:30 zjutraj s temle trajektom na glavni otok od tega atola. Tako da zjutraj ob 6:30 skrenemo, zato ker pride Natalija k nama na obisk za nekaj časa in jo bova tam pričakala. Bomo šli pa skupaj s trajektom nazaj, ker je ta trajekt res pocen. Sva se tako z Natalijo odločila, tako da bova videla še en otok, ker drugače verjetno ne bi šla z jadrnico tam, oziroma dva otoka, ker na dva gre. Tako da bomo imeli en dnevni izlet, vzela si bova masko pa plavutke s sabo, tako da bova lahko šla malo snor, tam tako še en dan preživela. Natalija je pa na jadrnici, si dela eno zapestnico ali verisca, kaj iz bo dala pravi zelo podmorskega psa, na ta način, ko imam jaz tega. Da so pa danes cel dan z otoka vozili tele plinske jeklenke, zgleda, da bodo peljali v Male, ker potem se napolnejo. To je supply čoven. Tudi kompresor naj bi peljali s tem, ampak baje ne bodo šli, ker neki motorji ne delajo in se kar en motor ven vzeli in se ga nas čist razdrli, tudi bate so ven pobrali, sem videl vse. Razen če bodo zdaj zrihtali, pa bodo s tem šli. Glavno tle se vidi, da imajo še en motor od zunaj, mogoče ima dva motorja. Glavno so kar majstri, ker orodje pa motor ven potegnili. Motor je pa kar velik, ni glih kot avtomobilski, kar za ene dva avtomobilska. Tudi bati, ki ga je držal, je bil ful velik. Tako da, očitno bodo zrihtali. Fajn, da lahko zrihtajo takole, da ne rabijo kakšne delavnice hude. Drugače pa tam so spet pri jadrnici skozi, ti domačini okoli hodijo, pa gledajo, pa sprašujejo, koliko časa potujeva, s kje sva, so vsi prijazni in treba nad zaklepati pa nič, tako da smo kar atrakcija tle in naj jo skozi obiskujejo. Tle z tega trajekta je včeraj kapitan je peljal celo na kavo zvečer, pa tle gor na tem trajektu imamo odzadaj tudi WC pa tuš. Je rekel, da se lahko prideva tuširati tam. Po mojem misli, da medva nimava na jadrnici, tako da je kak fajn. Pač pa takole malo ribe lovijo. Včeraj sem videl, kdaj je za en dan tudi morskega psa, sicer ni bil velik, tako da je vse sorte tle v vodi. Vidimo, če je tale ki ujel. Drugače sem pa še pozabil omeniti, imava spet novo težavo. Vse to jih imava skozi, tako da že ni nič kaj novega. Glavno, tale najin vinč za sidro sem glih tle na Maldivih zadnjič razdrl, pa sem vse krtačke pa to tako da dobro deluje, sem bil ful vesel. Zdaj pa nova težava, tale zobnik tukaj, mislim zobnik, pač ta del, po katerem laufa ta veriga, to je pač tak material, se znuca obrabi in dejansko, ko je obremenjen, tukaj preskoči čez. Se pravi, treba ta del zamenjati. Težava je pa v tem, kje dobiti to.
So probala v Sloveniji dobiti vsi Wave, drugače je poblaščen za Vetus. Sem poslal sliko pa vse in so odgovorili nazaj, da so preverili pri Vetusu in da teh vinčev, kater model je nek Alex 04 je model. V glavno že desetletja ne delajo, nimajo delov, ne delajo več teh vinčev, tako da zdaj ali mi bo mogoče od kaj drugega pasalo, da bi najdla ali kakšnega rabljenega, ki je drugje na kakšen boatyardu. Za nov vinč pa trenutno zdajle tak vinč stane, ne vem, koliko zdaj na pamet govorim, mogoče 2000 evrov ali pa kaj zvem. Tako da upam, da bo zdržalo do doma. Bo probala čim bolj paziti, da čim manjkrat preskoči veriga. Če se pa še bolj obrabi, pa to pomeni pač, da ne mora več na vinč dvigati verige sidra ven, tako da bo treba na roke vleči, tako da skozi je nekaj novega, tako da izzivi ostajajo. Si pripravljena? Greva. Ne govori še, ker je jutro. Glavno me, da so se danes odločile, ker pride Natalija, prileti k nama v Male. Bi jo mogli z jadrnico iskati, pa ful piha, valovi sva, pa porabila bi par ur, ker je 30 mil stran. Zato so se odločila, da gremo s tem trajektom. Jadrnica bo tale pustila 2 ure s trajektom. Stane pa ne vem, $1,50, se pravi dober evro za enega v eno stran, tako da ni nek strošek. Pojdiva. Da obrno, kaj? Seveda. Čez kletvo je bila skopano, da so šla za Stemijem, so šla veliko bolj počasi. Ker je globina tam odvisno plina vse, ker lahko je tudi 2,5 metra. What? Mahevudu. Yeah. Swimming. Yeah. Just to see a little island and back. Smo prišli na en otok še pri tem, ki greva Medva. Tako da mislim, da je rekel, da 20 minut je postanka tle. Sosedno otok je pa ne vem, 10 minut stran. Natalija pa tudi že priletela, Aljaš je tudi v Maleju tam na pristanišču, tako da ji bo pomagal najti speedboat, včeraj smo ga rezervirali. To je to. Otok Mahibadu, to je glavni otok v tem atolu. To je tudi nekaj trgovin, bo pogledala, če je kaj takega, da lahko malo mogoče nakupva. Potem tudi naprej proti Rdečemu morju, neki malenkosti. Zdaj bo par ur preživela na tem otoku, potem pa se vrneva nazaj. Tole je drugač kapitan, to pravi kapitan, zdaj ni peljal on, ja, čak da prevežejo. Ona je na kavo zdaj en dan peljal. Na tem otoku je pa že kar malo tlakovana cesta, ni sam pesek. Bi lahko Medva predala najine skiroje. Evo, skozi gleda naprej tlakovano, vse ulice. Je tudi malo večja trgovina, ta je bolj taka mešana blago. Sprav je tle res malo več stvari kot drugje, ki ponovadi na teh otokih
imajo samo eno trnovinco, sej dejansko ne rabiš nič, medve rabimo samo na vsake par dni tiste en kruh kupva, mogoče liter mleka, pa tako kot smo zadnjič enega piščanca zamrznjenega, tako da zdaj, ki Natalija bo prišla, bomo verjetno še spet enega piščanca nabavili. Imajo pa kar igrišče tle na tem otočku majčkeno. Umetna trava. Dobro. Kaj si našla? Trnovina? Ribiška? Jaz sem že skoraj cel otok obdelala v 10 minutah. Več pa ljudje so pa tako, se kar nekaj držijo, noben ne nasmeje, nič kaj, samo vse hecni. Več pa, to je en konc otoka, evo, da smo na zunanji strani, tak pač majhen otoček, to je to. Greva pogledati Trnovino, ajde, kaj imajo. Tole je pa zunanja stran, spet kar valovito, pa vetrovno. Bolj, da smo šla s trajektem, $3 za oba. Bi se namočila v tehle valovih, vetru, trajalo bi pol dneva v eno smer. Tako, vse Trnovince so pregledala. V eni so celo imeli cene napisane, tako da verjetno bomo šla pol tam kakšno stvar kupiti, verjetno še z Natalijo. Pa so pa tudi takle Trnovince, to je zdaj ena, tole je kar velika. Tle, tam so samo tune. V Trnovincah imajo res tisto minimum. Celjaš se hecat, kao tam pri enih domačinih je. Prav, da je riž oziroma s tuno, pa naslednji dan prav, ne, danes smo imeli pa tuno z rižem. Več ali manj eno in isto je. Jaz sem pregledala vse Trnovine, vse kar cel otok. Pol ure je minilo, zdaj bo pa tle malo počivala, drugega nama že prestane. Tale plaža nekaj je lepa, ampak večmo. Velike smeti tle gor. Če bi se pa hotela kopati, je pa kar urejeno, se da lepo in noter. Iz Male je ravno kar prispela Natalija. Evo. Tale kovček je za naju dejansko, tako da, ne vem, nekaj slabo vreme je pripeljala. Čau! Čau! Kako si? Čudovito! Natalija je tam le pod streho, lej se že gre. Pa naj ostane pod streho. Kakšno vreme si to pripeljala? Ja, kako vreme! Daj meni kupek, daj. Na, kupek je tvoj! No, hvala. Evo še Natalija. Lepo te vidi. Je super, vse je bilo gladko. Vse je bilo. Ja, odlično. Ajde, pojmo tam na čez cesto. Mozilla. Captain. Yeah, how are you? Hi. You will be on YouTube, okay? Yeah, after I'm going to move this way, either you driving, okay? Bye. Ja, to je Captain, kapitan, in nam je dal tole je tuna posušena, This is water. kokos. You eat, no problem, eat. Good. Užvesto. Dobro, sladko. Thank you, Captain. Fine. 2 months, 3 months after, then water is finished. Yeah. Then this one. Then
za Slovenijo, peljemo trajekt, tako da če ne bo drugače, sem najdel službo tukaj na Maldivih, še kakšno hosteso bomo rabili in to je to. To je pa moj pomagač. Zdaj mi je pa odstopil, da jaz trajekt pelem na Mahibadu. Mahibadu and going Iz Mahibadu na now is going Mandu. Mandu. Zdaj gremo v Mandu, tam Timi čaka na privezu, upam. Danes smo po zelo dolgem času 3 spali na jadrnici. Ena Natalija, druga, kuhamo kavo. Glavno, zdaj sem pa kufer samo malo odprl in se že tole sva dobila, dobrote. Tole nam je poslal Boris iz Portoroža, Pava vetrnica pa kabel, tako da upam, da bo zdaj delalo za veter. Tole je kabel, evo to vse pripravljeno, tako da zdaj bo treba na jamber splezati pa not to potegniti. Kekec pašteta, juhe, čokolino, čokolada, Rio Mare, kekec pašteta, v glavno take zadeve. Tole mislim, da bo alternator noter za najin motor, da bo imela potem polnilo akumulator je boljši, če se zavi. Tole je, ja. V glavno, kar nekaj stvari so dovle, tako da super. Nama bo prav prišlo. Zdaj sem preklopil ta nov inštrument, nov kabel direkt na inštrument. Smer kaže. Veter pa tudi. Se pravi, zdaj je moja naloga sem splezati na jamber, vzeti star del ta dol, pa po jambru nov kabel potegniti, pa bova imela spet vetrni inštrument. Hvala, Boris. Naslednja stvar, ki je, zdaj sem že na pol sestavil nazaj daljinc za GoPro, ne za GoPro, za Mavica. Težava je bila v tej bateriji, ker ne dela čisto nič. Zdaj jaz moram tole še vse skupaj nazaj, pa kable, pa vse preklopiti. Tako da upam, da bova lahko letela, da kaj posnameva zraka, ker najin mini nazadnje v Indoneziji je šel v vodo, nažalost. Tako da to je to za enkrat, tako da upam, jaz mislim, da bo leto, no. V tejle škatli se pa skriva najin nov alternator, ki sem ga kupila za Janmar najin. Sicer ni original, ampak je za Janmar, tako da bi mogel biti dober. Zdaj najin alternator je zelo ni tako zmogljiv in ker imava se skupaj zapolniti 6 amperskih ur akumulator, je tukaj težava, ker rabiš par dni, da to napolniš, če polniš na motor. Se pravi, zdaj so pa tega kupila, to je v bistvu bolj zmogljivo že ne bi mogla zaradi jermenice, ker bi mogla potem še jermenice menjati, pa večji ta jermen dati. Tako da tale je 80 amperski z vgrajenim že regulatorjem, da treba to vse skupaj samo zmontirati. Upam, da deluje, ne? Da deluje, pa da bo več polno, tako da bo lahko v malo krajšem času napolnila najine akumulatorje, recimo, ali pa kadar je takole slabo vreme, tako kot je zdaj, ker celice skoraj zelo malo polnejo, vetrni tudi ne polne, da potem lahko za kakšno urco, dve vžgem tudi motor, pa malo dopolnim. Zdaj, če nimaš toliko zmogljiv alternator, je to takoj težava. Rabiš več ur za mogoče isto napolniti. To je to, glede na to, da pa se nimava možnost nikjer tukaj na elektriko preklopiti, pa to je edini način, da tako napolnimo akumulatorje, se pravi sončne celice, wind generator in pa alternator.